SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu Intervju, tokrat saj ne vem, kako bi sploh pravzaprav pravilno opisal, ampak če ste in verjamem, da ste ta vikend uživali v planiških poletih, potem je že prav, da v studiu gostimo Petra Prevca in Božidarja Prevca, dva iz družine Prevc, ki imata letos več zapovedati o ozadju dogajanja v planici, ampak namen njunega obiska pri nas ni zgolj, da bomo govorili o skokih, o poletih, o športu, ampak tudi, glede na to, da je to vendarle SBC, klub slovenskih podjetnikov, tudi o poslu. En lep pozdrav obema. Lep pozdrav. Hvala lepa, da sta si po planici vzela čas in sta prišla še k nam. No. Kako noro je bilo ta vikend? Noro. Jaz sem rekel, da se spet na novo učim, kaj delati v planici. Bom rekel, več stvari se zgodi, kot pa, ko si samo skakalec in zmanjka časa za vse. Sam sem letos gledal celotno dogajanje v planici doma preko televizijskega ekrana in sem vas opazil celo na trenerskem stolpu, tam, kjer trenerji stojijo, pa sem rekel, poglej ga Petra, le kam mu zdaj misli uhajajo. Kako pa je videti polete, ko se stoji zraven trenerja? V bistvu z prve vrste, dobesedno. Sem si kar že več let želel, sem si želel poleta v planici tudi tam gledati, ampak na srečo sem ves čas lahko tekmoval in nisem imel zaradi tega priložnosti, tako da sem se letos, mislim, da skoraj vsak dan ogledal eno serijo z Robertove tribune. Ja, to je privilegij, ampak je pa tudi se verjetno zaslužena čast, da lahko sami izbirate, kje boste stali v planici. Ker oče ne more, oče je stal točno tam, kjer je bilo treba stati zadnji dan. Pol metra gor ali dol. Ja, a mene sprašujete? Ja. Že več let sem k sreči ali pa namensko na mestih merilca, kjer sem odmaknjen od nožice in pa z najboljšim pogledom na skakalnico. Ampak ste mislili, da boste letos res stali tam, kjer bo padel svetovni rekord? Vse, da ga bo Domen podaril, to smo, če že kdo, je bilo jasno, da ga bo Domen, ampak vseeno, ne? Mogoče se bo slišal tako, kot je Domen rekel, da je lahko biti pameten, ampak moram reči, da po tistem skoku iz Vikersunda sem verjel, da sklop okoliščin lahko pripelje celo do tega. Nisem sam izbral tiste metre, ampak me je moj šef izbral za tam, ampak ne bom se zdaj hvalil, da sem pa res pričakoval. Videl sem, da je Cene rekel, je oče prav zmeril. In niste, a ne? Nisem. Hvala Bogu, premalo. Peter, ta planica, vi ste od rojstva ali pa od prvega skoka naprej povezani s skoki in tudi Slovenci rečemo, če govorimo o skokih mimo družine Prevc, seveda ne gre, ampak takšen scenarij, kot ga ponavadi vi fantje pišete v tej planici, pa saj to bi moral biti nek režiser, scenarist, kot Spielberg se ne bi tega zamislil verjetno. Ne? Vse do prve zmage Laniška v planici, do svetovnega rekorda, pa mali kristalni globus, pa... Ja, planica skoraj vsak let spiše eno zgodbo. Zdaj, režiserji so skakalci in trenerji ponavadi za to, ki pa imajo ogromno, bom rekel, še v zadju delavcev, od vseh planiških delavcev do vsakega navijača, ki pride in spodbuja. In tam se taka energija ustvari, taka atmosfera, da, bom rekel, vsak da 110% od sebe, ne samo skakalci, tudi trenerji, delavci v ozadju, tudi merilci. A je sploh še kaj ostalo v planici zdaj, razen 255 metrov, ampak roko na srce, vse, kar Slovenci lahko dosežemo, smo podrli, presegli v planici. Ja, jaz mislim, da zmeraj lahko še kaj ostane, oziroma moramo se zmeraj, mogoče se tako reči, ne rabimo vsak let več. Že ponavljati je zelo, zelo težko in to, da si na vrhu sveta na domači skakalnici, se težko vsako leto zgodi.
vsi se za to seveda zelo trudijo, ampak se mi zdi, da najlažje zdaj govoriti, ko so uspehi in vse hvaliti. Mislim, da bojo vsi v Planici rabili podporo, tudi če kdaj pride bolj, sploh ne slabo povprečno leto. Hvala, da ste to temo načeli, že ko je Slovenija bila v ekipni tekmi na 3. mestu, a ne? Smo si rekli, malo je zmanjkalo, pa bi bili lahko drugi ali pa prvi, ne? Tako ste nas razvadili. Vsi delavci planiški, ne? Ker konec marca, ne glede na temperature, na vreme, na dež, pripravite skakalnico tako, da to vse res štima, in skakalci ves čas, ne? Tudi če morda začetek sezone bil tak, potem pa na koncu prava poezija. A smo Slovenci lahko rečemo razvajeni, ko se govori o Planici? Mislim, da smo slovenski navijači športa zelo razvajeni trenutno lahko na splošno. Pogledamo kolesarstvo, košarka, rokomet, odbojka, skoki, tudi smučanje smo imeli letos v Hrobatu presežek, tudi slalomu je Andreja Slokar na koncu prišla na stopničke. In s takim rezultati so seveda apetiti večji. Zdaj pa, kaj se bo zgodilo, ko bo na Tour de France naš najboljši šele 3. To ne bo letos, ampak ja. Ne? No, zdaj bi pa odprl to temo. Vi ste oče 5 otrok in če kdo, potem vi verjetno vendarle vidite tudi tiste trenutke, ko ne gre vse po načrtih, po željah, po pričakovanjih. Kaj takrat rečete svojim fantom in puncam? Ja, to so kar težki trenutki, ker tisto, kar otroci doživljamo starši še bolj in še bolj potencirano. In tudi recimo za primer lahko povem, kakšno krvalijo je recimo Peter po tisti uspešni sezoni preživljal. Zato me zdaj kar nekako skrbi, kakšno kalvarijo bo ta preživljala naslednja 2, ker boljša pač ne morata biti, in če bo ta druga, bo že vse narobe. In takrat rabta res nekaj, ne samo spodbudo, ampak ne vem, toplo roko ali pa že pogled pove vse. Glede na to, da sta ali pa ste bili ali pa so veliko od doma, glede na to, kako teče sezona, najprej poletna, prej še priprave, na to še zimska, a je sploh dovolj tega časa, da ta topla roka, dobra beseda, pride do fantov in do deklet, naprimer, kadar so takšni trenutki? Tega časa je zmeraj dovolj. Oziroma je toliko, kolikor ga potrebujejo. Na splošno pa nismo veliko, če smo tistih par dni skupaj, se nismo veliko v skokih, ampak v čist drugih normalnih debatah. Peter, koliko lahko pomagate, ne vem, Niki, Domnu z nasveti, če jih kdaj potrebujete? Oziroma bom drugače vprašal, sam sem tudi najstarejši brat, koliko poslušate? V bistvu sem si ustvaril renome, da me poslušata, mogoče kdaj malo manj upoštevata, ampak si pa moje mnenje, kar ga premisleta. Ampak z njima sem v stikih mogoče po neuspehu ali pa pred kakšnimi večjimi tekmovanji. Vmes pa imata svoje delo, svojo ekipo, s katero vse dobro komunicirajo. Nika je sestra. Kakšen nasvet starejši brat lahko da? Jaz imam 3 mlajše sestre, pa sej nasvetov sem dal veliko, poslušale me sicer res niso velikokrat sestre, ampak vas pa verjamem, da posluša tudi sama, včasih reče, sej Peter mi je pa to rekel. Kakšen nasvet lahko brat da po vsem tem, kar ste vi doživeli? V bistvu predvsem lahko prek svoje izkušnje dam, kaj je potrebno, kaj ni potrebno, kaj je pomembno, kaj ni. Pa to, da, ker je ona zelo stroga do sebe, da naj se manj sekira po neuspehu. Vi ste se? Preveč. Prebral sem, preden sem vaju povabil, in sta oba rekla, da prideta intervju v Družini iz leta 2016, ko je bil pri vas na obisku novinar. Že takrat ste bili izbirčni, ko je šlo za pogovore, in prav je tako.
in vas je novinar vprašal, a ste ponosni na svoje otroke. In odgovor takrat me je presenetil in verjamem, da me bo danes isto. A ste ponosni, ne vem, na Domna, na Petra, na Niko, na Emo, na Ceneta? Rad imam, da pri teh pogovorih, da te besede ne slišim, ker ponos ni pravo merilo za odnos z svojim otrokom, pač pa veselje, radost, žalost, tisti občutki, ki so občutki pri otroku in ki so pri tebi še bolj potencirani. Ker to niso, ponos je materialni odnos, ne pa osebni. Oče se velikokrat smeji, veselega ga vidim, ampak je bil strog oče, načelen? Kakšen je vaš oče? Ja, tako kot ste rekli, načelen, kar se je dogovorilo, se je bilo treba držati, kar je bilo za narediti, je bilo za narediti. To je pa nekako to. Ste vi zdaj tudi tak oče? Mogoče manj načelen. Se pozna, da sem bil dolg časa od doma in sem takrat, ko sem bil doma, nisem imel priložnosti vzpostaviti, kako ne rečem, nisem mogel biti gazda v bajti. No, zdaj pa drugo vprašanje. Če vi lahko marsikaj svetujete bratu in sestri, oče vam kdaj svetuje kakšno očetovsko stvar, ga kdaj vprašate za nasvet, oče, kako naj pa to kot oče doma naredim? Zaenkrat še ne, ampak se mi pa zdi, da on na svoj način sporoči, kdaj se z ženo preveč ukvarjal z otroki. Ja, to danes vsi počnemo, a ne? Ja, vnuki so čist druga kategorija, kot so lastni otroci, tako da mislim, da skoraj ni primerjave. Ne v vzgoji, ker pač vsakega vnuka hočeš pridobiti na svojo stran, včasih tudi s kakšno napačno vzgojno metodo, ampak to ne ostane skrivnost starih staršev. Ne, s tem meni so razložili, starši vzgajajo, starši razvajajo. Tako je, ja. Prebral sem pa sej, ta vaša pot je tako znana in tolikokrat smo poslušali o njej, da ko ste šli vi prvič na skakalnico, ste že dali nek vzor ali pa morda prebudili željo tudi pri ostalih v družini. A je bilo zato morda lažje celotno družino, ne vem, spremljati na teh smučarskih skokih na poletih, zato ker je Peter bil ta prvi in potem so kar naenkrat vsi to želeli. Čeprav sem prebral, da ste imeli kup enih drugih aktivnosti, od ministrantov pa še en kup drugih želja in tako, ampak skoki so bili od vas naprej zapisani v družino. Ali kako? A je bilo treba kaj usmerjati, iskati, s čim se boš pa ti ukvarjal, cene, kaj boš pa ti doma počel? Ne, usmerjati ne moreš, lahko pa vsaj malo vodiš, malo popravljaš, spodbujaš. Veliko dela imaš s tem, ker otrok velikokrat zaide malo s poti. Takrat rabi spodbude, ob neuspehih še ne pomeni, da je za njega svet končan, ampak da se vse da popraviti. No, danes je svet mogoče malce drugačen, ker se nam zdi, da otroci imajo en kup želja, starši seveda poskrbimo, da jim vse uresničimo, pa potem skupaj z njimi hitro obupamo, rečemo, ne bi več to šel, v redu, pa bomo nekaj naprej skočili. A imate tukaj kakšen dober nasvet, ker v skokih, na primer, je že tako, pa vsem, tudi v športu, v glasbi, ko nekaj začneš, če hočeš biti najboljši ali pa uspešen, moraš verjetno nadaljevati ne glede na vse to, kar te čaka na tej poti, a? Mislim, da je največja cokla pri teh vzgojih pa treningih otrok starševski egoizem. Prvič nima časa zavoziti na trening, drugič z olajšanjem ugotoviti, da mogoče fantu ta šport ne leži in ga ni treba več voziti na treninge. Tako da starši preveč sebe postavljajo v spredje. Po drugi strani so pa tudi starši, ki na račun otroka svoje lastne sanje uresničujejo, ki pa jim ne bodo uspele. Pri vas je bilo drugače, Ane?
Pri vas je oče vas peljal na trening in potem ste imeli vse v svojih nogah in glavi. A? Ja, se to bo balon videl, kaj je on vozil. On je bil tisti, ki je vozil. Ampak jaz, ne vem, meni so bili skoki toliko všeč, da v bistvu vse stvari, ki sem jih poleg počel, vse športe, ki sem jih hodil, se je bilo treba odločiti, da grem na trening atletike, na trening skokov in sem se odločil za skoke. In pol sem rekel, to nabor športov se je zmanjšal, treningi skokov število se je povečalo in bil sem uspešen in šlo je naprej. No, bili ste naduspešen. Ne? Morda ravno to, če bi vas moral zdaj vprašati, ko je malce že minilo od vašega zadnjega skoka, potem pa ta planica, ne, ki spet dvigne vsa ta čustva, vso to življenje, ki ste ga živeli. Kaj vse so vam skoki dali? Kaj vse vam je dal šport? Je v bistvu po moje skoraj vse, kar se tiče zame enega takega športnega življenja. No? Vse razen kako vzgajati otroke. Ampak ne, pač predvsem je tukaj ta vztrajnost, ponavljanje, tudi to, da moraš toliko skrbeti zase, da se ne poškoduješ oziroma zboliš, ker to te v bistvu v življenju najbolj ustavi. In pol je to predanost, da delaš tisto, kar delaš zato, ker imaš rad, oziroma da v tistem, kar delaš, najdeš veselje. Tudi če nimaš najbolj rad, moraš biti zadovoljen s tem, kar narediš in preprosto se pa truditi in delati naprej, ko ne gre. No, prav to se spomnim, velikokrat ste po tisti najbolj uspešni sezoni, pa ko ni šlo, govorili, iščem to veselje, saj ga še imam, ampak se trudim. Ne? Mi doma, gledalci, poslušalci si rečemo, pa kako se je še včeraj skočil tako dobro, danes so se ti občutki toliko spremenili. Zato je to vprašanje res čist iz nekega firpca po domače povedano, o kakšnih občutkih to govorimo? O kakšnih spremembah? Ja, v bistvu pojavijo se spremembe v razmišljanju, kako naj rečem, tudi, bom rekel, v občutanju svojega telesa, ampak nekako pri meni je šlo preveč to, da sem preveč pričakoval od sebe, tudi nalagal sem si pritisk od drugih in zaradi tega ni bilo več iskrice in nisem bil zadovoljen s tem, kar delam, ko ni bilo vse najboljše. In zaradi tega sem izgubil, zaradi nezadovoljstva nad sabo sem izgubil lih ta žar, iskrico, ki jo rab človek, da v življenju uspe. In sem rabil kar zelo dolgo, da sem jo potem spet najdel. Kaj je bila ta iskrica potem, kaj je pomagalo, če lahko poveste? Ja, v bistvu je trajalo 5-6 let, da sem pri sebi, kako ne rečem, uredil stvari, družina je prišla, to je bilo treba urediti, se navaditi na nov življenjski krog, slog, prioritete so bile iste, ampak predvsem sem mogel spustiti pričakovanja, se zadovoljiti sam s sabo in, kako ne rečem, si odgovoriti na vprašanje, zakaj delam to, kar delam. Domen je rekel po tem skoku, da se pa ne sme ravno to, kar ste zdaj sami omenili, preveč sprostiti poleti, pa da ga ne bi preveč odneslo, kajti drugo leto je že nova sezona. Koliko časa so vaši sinovi pa hčerke, no, ali pa Nika, imajo po koncu sezone? A sploh občutite, Planica, potem seveda vse te medijske obveznosti, ko vas vsi seveda povabimo še nekam, ne? Potem pa kaj, teden, 2, 3, a je takrat edini normalni čas, ko niso skoki v ospredju v družini zadnjih 10-15 let že? V družini niso nikoli skoki v ospredju, ampak je pa čas, takrat res čas, ko ga imajo otroci, ko so res čisto prosti, pa ko res dosledno upoštevajo tudi, oziroma ne upoštevajo tudi medije, da jim ne skačejo več v zelje. Tako da te izkušenosti še ni bilo recimo pri Petru, kjer trdim, da so mu mediji pokvarili tistih 5 let, ker jih je imel preveč resno in preveč je mislil, da mora vsem ugoditi.
A vam nihče svetoval, sploh naprimer po primeru Primoža Peterke, ne, da njemu se je tudi podobno zgodilo, da je bil ves čas na voljo medijem. Takrat premlad morda še. Saj sem bil precej manj na voljo kot Primož Peterke. Res je. Ampak ja, z vsakim takim uspehom se tudi tisti, ki so okrog tebe nekaj naučijo. In je pač bilo, kot je bilo. Za nazaj ne moramo spremeniti. Žal nisem takrat dosti poslušal, kako ne rečem, sebe. Oziroma nisem se še znal naučiti reči ne. In sem zaradi tega čutil dolžnost tako do sebe kot do medijev, da vse izpolnim. Spomnim se, da smo vedno poslušali po Planici, katera letalska karta je kupljena. Letos tudi? Ne. Za vas? Kaj pa za očeta? A je bila kdaj kakšna letalska karta za tople kraje kupljena po Planici? Ne. Ne? Vi ste se vedno vrnili nazaj v podjetje in življenje je šlo naprej. Že v ponedeljek zjutraj. Neverjetno. Če sem Petra vprašal, kaj so mu dali skoki, bom enako vprašanje postavil tudi vam, glede na to, da ste vse otroke razen, Emo tudi že peljete na trening skokov? Emo pa vozim še več kot ostale otroke, na balet, na trobento, na orkester. Okay. Za vse ostale 4, kaj so pa vam dali skoki? Kaj ste se vi skozi to vse skupaj naučili? Ja, mogoče res zelo veliko. Zelo veliko, sploh potem, ko znaš, ko malo vidiš, kakšen je ta svet in ki ga znaš potem tudi pravilno zajemati, se lahko veliko naučiš. Naučiš se, če ne drugega, komuniciranja, naučiš se jezikov, naučiš se, dobiš veliko prijateljev. Tako da moram reči, da se v tem svetu še kar dobro počutim. Ena lastnost Planice je še ta, da rekli ste, dobiš veliko prijateljev. Zdi se mi, da ko je čas, da se v Planici vse pripravi, da je tam pa res veliko prijateljev. Da je res tistih delavcev, ki pridejo, prostovoljcev, vsako leto 600 ali še več morda, ki stojite tam, imate en cilj. A je to ta prava družba, pravo neko prostovoljstvo, prave vrednote, ki jih Planica v tistih dneh kaže? Pred leti na enem seminarju so vsi organizatorji zelo so bili zaskrbljeni, kako imeli so težave s prostovoljci in jaz sem imel nalogo predstaviti planiško organizacijo. In pač enostavno ene stvari mi niso mogli verjeti, kako je tam, že danes vemo, kdo bo naslednje leto kje. 90% je že razprodanih in Bog varuj, da bi bil kdo drug tam na mojem mestu ali pa kje. Tako da ta duh, ta planiški duh je neverjeten. Če lahko, sicer sam nisem videl, ampak moji kolegi merilci so rekli, da so jokali enostavno od veselja, pač to je bilo eno tako zadoščenje, da je recimo, da je spet prišel rekord v Planico. To je bilo za organizatorja delež največje darilo. No, priznam, da sem tudi sam malo jokal. Res, to je bilo res čustveno, ko je Domen pristal, potem smo čakali to številko, komentatorja sta seveda vpila, in na radiju, ker sem imel oboje prižgano, in na televiziji, in to je bilo res neverjetno. Spet vas moram vprašati, tudi vi ste podrli svetovni rekord, a je kaj več od tega, če si letalec? Kaj pa vem, jaz nisem nikoli rad delal te primerjave, kaj je več, kaj je manj, ker za vsako stvar se moraš nekako enak potruditi, ampak mislim, da ta dosežek Domnov, ko pripelješ rekord nazaj v Planico, ob taki podpori navijačev, v taki zagnanosti ljudi, ki so okrog, je pa res težko kaj več. Ne vem, če sta opazila, ker
imela ste veliko obveznosti med in po planici, ampak mislim, da je Smučarska zveza objavila nek bingo, Prevčev bingo. Sta ga zasledila, same kljukice so povsod, ne. Manjka morda kakšna olimpijska medalja še kje, pa potem manjka kakšen svetovni rekord, ampak zdi se, da če ne bi bilo Prevčeve družine v skokih, bi bil kar dolg čas. Predvsem bi bili pa Nemci, Avstrijci, pa Norvežani kar veseli, no, se mi zdi. Kako gledajo druge nacije na to prevlado, ki jo pravzaprav družina Prevc zdaj pa res že 10-15 let skoraj da ima? Ja, v bistvu se mi zdi, da nikoli ne razmišljamo prav veliko o tem, kakšne prevlada, kako drugi gledajo na nas, ampak da pač delamo to, kar znamo. To je trepljanje po rami s stisnjenimi zobmi. A vaju lahko vprašam morda še kaj o sestri, ki skače? Takšna sezona, kot jo je imela ona, je morda primerljiva s to, ki ste jo imeli vi, ko je bila najboljša. A razumemo sploh Slovenci, navijači, kaj vse je letos uspelo? Mislim, da še ne. Ker v bistvu so tudi ženski skoki zelo hitro napredujejo, tudi zelo veliko uspehov imajo Slovenke in se mi zdi, da se nam zdi skoraj naravno, da smo najboljši v tem športu. Spomnim se, ko ste enkrat rekli, peljal sem jo trenerju in rekel, tukaj jo imaš, pol leta zatem je bila pa državna prvakinja. In takrat smo že v medijih lahko prebrali, da res je Peter najboljši na svetu, ampak prihaja Nika, pa se nam je zdelo, takrat niti ženski skoki še niso bili tako popularni in močni in zdelo se nam je neverjetno, da je lahko še en Peter ali pa Domen, no, na poti. A ste si mislili, kam vse lahko tudi Nika ali pa Slovenke, ki skačejo, saj so že pred Niko bile, pripeljajo ženske skoke? Nekako se mi je zdelo ob poplavi vseh bratovskih uspehov oziroma sinovskih uspehov samoumevno. A res? Ja. A vam tudi? Tako bom rekel, upaš, da bo, hkrati pa skrbi, kaj vse gre lahko narobe. Pa niti ne kot poškodbe, ampak organizacijsko. Ja, letos na začetku sezone, a vas je kaj skrbelo, ko ste prej rekli, morda bo pa nekdo tretji na Tour de France, ko Nika ni bila prva, ampak je bila ves čas zraven. Nekje sem prebral, da ste rekli, takrat me je malo zaskrbelo, kam bo šlo, potem je šlo pa samo še navzgor. Ja, v bistvu njej je forma od novembra do recimo sred decembra malo padla in takrat sem malo upal, da se bo zdaj ustavila in se v krivuljo obrnila in na srečo se je, ker ne prvošam, kako ne rečem, teh osebnih problemov nikomur. Pa še res je mlada, a ne? To kar pozabljamo, Nika je res mlada punca, mlado dekle, ki pa je pol svojega življenja posvetila skokom verjetno, ne? Ali še več. Kdaj ste jo prvič peljali na trening? Ne vem, verjetno tam pri kakšnih prvi, drugi razred, ne vem točno. Še več torej. Ja. Pa če zdaj enako vprašam za Domna, ves čas je bil tudi blizu, vsi smo čakali, naj pridejo že te velike letalnice, potem pa ne vem, svetovno prvenstvo in svetovni prvak. Ampak vseeno ne razumemo, kaj se vam zgodi v tej vaši družini, da se nekaj preklopi in potem vse to gre. Je to ta trening skozi leta, vsa ta vlaganja v to, kar dosegate? Domen je, če ga gledam tako oddaleč, ne strokovno, ampak kakor se zdaj lotil smučarskih skokov, bo še marsikaj uspelo. Ker prej so bili tudi smučarski skoki, sedaj so pa samo in edino smučarski skoki in čisto nič drugega. In ta izjava, da se že pripravlja na naslednjo sezono, me trenutno pri njem ne preseneča, ker je resnično počistil glavo z vsem ostalim. Kdo vas v družini najbolj nasmeje? A lahko predvidevam, da je to zadnje čase Cene? Ja, Cene je zelo tudi zdaj to profesijo. Tako, ko je postal stand-up komik, ne? Ampak mu gre odlično? A je to ves čas skrival? A je bil že tudi, ko je skakal najbolj šaljivec na rampi pa na treningih?
pa doma? V bistvu je tako, te teme sem se včasih loteval tudi jaz kot vaški muzikant, pa recimo igralca, je bilo treba tudi med kakšno stvar tudi pogledati, kakšno stvar zaigrati. In rekel sem Cenetu, da se je lotil zelo težke stvari. A ste že bili na njegovem nastopu? Ja, bil. In? Dober, zelo dober. Je, ne? Ja. Vi? Ja, In? v redu. Ja, nič, zdaj pa moramo vprašati seveda tudi o poslu. Morda najprej Peter skok iz profesionalnega športa v prvo leto po profesionalnem športu. Kakšen je bil? Oziroma kakšen je bil pristanek? A je bil Telemark ali na Kahlo? Ja, zaenkrat bom rekel, da kar to v redu Telemark. Tako bom rekel, zdaj prva pol leta po končani karieri sem se vzel recimo pol leta prosto, potem pa... To je bila žena najbolj vesela, verjetno, ne? Ja, verjetno. Ne, jaz. Pol pa v bistvu po toliko časa glava hoče spet več razmišljati, nekaj dati od sebe in je takrat prišel se pravi Argeta z gospodom Smrekarjem s predlogom, če pridem k njim na prakso, da mi predstavijo v bistvu celotno Atlantic grupo plus Argeto, kjer so me popeljali v bistvu čez ves proces, ne bom rekel proizvodnja, ampak ustvarjanja produkta, kjer vidiš, koliko kamenčkov je potrebno, da na koncu podjetje uspeva. To, da so športniki nekakšni spremljevalci uspešnih brendov ali pa podjetij, to je kar znano. Kaj vse športniki lahko date podjetjem, naprimer? Kaj vi kot Peter Prevc z vsemi temi izkušnjami lahko dodate, naprimer, kakšnemu podjetju? Ja, meni se zdi, da predvsem, kako ne rečem, mi športniki imamo zagnanost in mi hočemo priti stvari do konca, da ko se stvari lotimo, jo ne nehamo delati. Po drugi strani pa lahko tudi tisti, ki smo končali to svojo zgodbo, predstavimo naprej ljudem in jim s tem mogoče pokažemo, da smo si v marsičemu podobni in da tudi športniki morajo ves čas delati in predvsem, da imajo tudi športniki težke čase, o katerih se pa ponavadi malo manj govori. Vi ste pa podjetnik praktično od začetka, a ste v svoje fante in 2 dekleti vložili tudi kaj tega podjetniškega znanja ali pa teh nekih, pravil, ki veljajo pri podjetnikih? Ja, seveda, se to je način življenja, a ne? Najprej poštenost pa delavnost, potem so pa še vse ostale druge stvari, ki iz tega izhajajo, a ne? In ne vem, če se navežem na Petrovo vprašanje, ne, če si uspešen športnik, nisi slučajno uspešen športnik, ampak si uspešen športnik zaradi razloga in zaradi tega ni vprašanje, da ne bi bil tudi uspešen v poslu. A vas potem nič ne skrbi za nasledstvo vašega podjetja? Imate Domna, imate Petra, imate Niko, Ema je še mlada, ampak zakaj pa ne, Cene? Eden bo že prevzel? Če bo ali pa če ne bo. S tem se ne ukvarjam preveč, čeprav bo treba kmalu razmišljati o upokojitvi, ampak ni to glavna stvar, da mora ostati podjetje v družini. Lahko tudi dobimo dobrega direktorja. Peter je že tako lastniško vpeljan v firmo. Lahko z dobrim direktorjem še vedno lastniško krmarimo uspešno.
Peter, prej ste se malo pošalili, da če slučajno ne bo koga izmed vas 5, ki bi prevzel podjetje, da ste slišali, da v Koreji pa kar koga posvojijo. Potem vas bo pa že 6, no, sej bodo res Avstrijci pa Nemci rekli, da lahko končate to zgodbo. Šalo na stran. Vas zanima to, kar oče počne tako iz poslovnega vidika? Vem, če imaš očeta, ki se ukvarja z nečem, potem ves čas veš, kaj je posel, kaj je odgovornost. Kaj ste se iz tega posla naučili, recimo tudi za to življenje po skokih? Predvsem to, koliko veliko je treba vložiti, da na koncu, bom rekel, preživiš podjetje, da imaš plače za vse zaposlene, da pokriješ vse stroške najemnin, da se dogovoriš za vse marže, za vse najemnine. V bistvu, da ni to samo, bom rekel, da piše tvoje ime na tabli, ampak da je zadaj zelo, zelo veliko dela, da to ime sploh lahko stoji. Koliko zaposlenih imate v tem trenutku? V tem trenutku 13. 13. Koliko časa se že ukvarjate z vsem tem? 31 let. Kaj je bilo najtežje v podjetništvu, v poslu? Najlažje je bilo začeti, vas tako popravim. Najtežje je bilo pa recimo sprejeti po koronske čase, po zelo uspešnih nekaj letih poslovanja, tudi zelo uspešno poslovanje med korono. Po koroni pa nismo vedeli, zakaj imamo prazne trgovine. Sedaj vemo vse, imamo tudi drug način poslovanja, ampak takrat, ko ti gre zelo slabo in ko niti ne veš, kje delaš napake in kako naj to popraviš, to je pa najtežje. Aha. No, in zdaj drugačno vprašanje, če ste vi imeli svoje težave, vzpone in padce v skokih, a ste kdaj občutili, da ima morda oče težave v podjetju ali pa te vzpone in padce je kdaj ta poslovni del prenašal domov? Ali je tudi oče znal reči, o tem pa tudi za mizo ne govorimo? Ne, nas je oče znal zmeraj zelo dobro, v bistvu nas nikoli nič obremenjeval. On je za nas skrbel in to je bilo vseeno, ni nosil službe domov, ampak je vse uspešno prebrodil, kar sem jaz bil še tam živel. To se bo slišalo tako, ampak zdaj ves čas govorimo oče pa sin, o mami nismo nič rekli samo zato, ker jo ni tukaj. Ampak kako pomembno vlogo seveda tudi v poslu nosi partnerka, žena? Ja, v poslu toliko, da te podpira, to sigurno tudi v slabem. Na vsak način pa v družini je pa še poglavitna vloga. Tako da neprecenljivo. S kom več klepetate doma? Z mamo ali z očetom? Odvisno, kdo je doma. Aha. Kdo pa bolje pripravi kosilo in vse ostalo, kar je potrebno, potem, ko ste se vrnili naprimer iz norveške turneje, skandinavske ali pa novoletne? Takrat je v bistvu mama tista, ki prevzame pobudo, ostali člani smo oziroma so pa njeni pomočniki. Obljubil sem vama, ko sem vaju povabil, pa tudi na začetku sem rekel, da bomo kakšno rekli o športu, o družini, o družbi. Vi ste prepotovali veliko sveta, videli ste veliko stvari. Kako se vam zdi družba, v kateri danes živimo? Kje smo kot družba? Koliko smo se spremenili in katere so tiste dobre stvari, ki bi jih morali bolj negovati? To sprašujem zato, ker ko govorimo o družini prevce, mi zdi, da predstavljate neke norme, neke vrednote, o katerih premalo govorimo. Zato takšno vprašanje. Vem, ni lahko. Zdaj bom probal odgovoriti, ampak mislim, da se kot družba preveč oddaljujemo en od drugega, da nas ves ta svet, življenje, službe toliko zapolnjuje in da se zelo poudarja ego vsakega posameznika in ne gledamo več toliko na skupnost, kot se mi zdi, da bi morala funkcionirati bolje.
bom podobno vprašanje tudi vam postavil in se vrnil še v en odgovor, ki ste ga dali 10 let nazaj, ko je novinar vprašal, vi ste res posebna družina, pa je žena rekla, ne čisto nič posebna družina, nismo povsem navadna družina. Če se tiče športnih uspehov, ste posebna družina, no? Ampak kar se tiče norm pa vrednot, pa tudi govorite stvari, ki so pomembne, se mi zdi. Odkot vi to prinašate in kako to, da temu tako sledite? Da se niste nič pokvarili, no? Ja, ne vem, tako so nas starši vzgojili, po moji poženjeni strani. Mislim, da nismo midva imela nobenih slabih vzgledov in skušava to spraviti tudi naprej. A ne, vse to način življenja pač. Peter, še ena stvar je, ko zdaj prihajate, rekli ste, šel sem pogledat cel proizvodni proces, ampak zdaj vas bodo pa tudi podjetja lahko najela, da jim boste povedali cel proizvodni proces delovanja vaših možganov, vašega življenja, se pravi, da boste pravzaprav to svoje znanje prenašali naprej. To je pa ena taka želja, ki vas zdaj čaka. Ja, v bistvu vam zdaj željo, da bi kot govorec pomagal oziroma razložil tistim, ki želijo to svojo pot, in lik zaradi tega sem v bistvu vesel teh 5-6 let, bom rekel, nekako neuspehov, ker skozi to izkušnjo sem se največ naučil, da kako je bilo lahko, ko si bil na vrhu, pa kaj se je v bistvu zgodilo meni, da je šlo nadol in kako sem iskal to pot, da sem potem lahko zaključil kariero, kot sem jo. A je veliko zanimanja za to? Ja, mislim, da se kar povečuje, no, v bistvu za vsako omembo se zanimanje poveča. A vas kdaj čudi to zanimanje za Petra Prevca, o Petru Prevcu? A ste mislili, da potem, ko boste skočili zadnji skok, da boste imeli mir? Ne, mir ravno ne, ampak zanimanje zame v letošnji Planici me pa je malo presenetilo. Ampak pustimo, tam so ljudje, ki imajo zelo radi smučarske skoke in je to razumljivo. Na ulici pa ni tega? Ko sem povedal, da pridete, so bili vsi navdušeni. Ko sem rekel, pride tudi oče, spet vsi navdušeni. Res, kako ti je to uspelo? Sem rekel, ne vem, poslal sem vprašanje, rekla sta, prideva in tukaj sta. In se mi zdi, da to navdušenje nad vami je razumljivo. Jaz, če bi vas srečal na ulici, bi vas tudi ustavil. No? Ja, v bistvu sem zelo malo na ulici. Ja, pa tudi v bistvu, kjer živiš, te ljudje poznajo, ni nič posebenega. Pa sploh se mi zdi, da v Sloveniji ni taka umetnost srečati enega res vrhunskega športnika ali pa zelo znano osebnost. Peter gre zdaj to svojo pot. A je to tudi uspeh staršev, da so ves čas pustili, da se otroci izberejo svojo pot na koncu? Ne, da je to uspeh, ampak prava pot pa sigurno. A ste si mislili, kje bodo končali, ne vem, da bo Cene šel to svojo pot, da bo Peter našel svojo pot v pomoči, jaz ti mu rečem tudi pomoči podjetjem in svetovanju. A ste se že med kariero kdaj pogovarjali, ti kaj boš pa počel potem, ko boš odskočil svoj zadnji skok? Ne, skrb staršev ni ta, da boš, ali pa če imaš željo, da ga boš postavil tja in tja. Željo imaš samo, da bo speljal pravilno. A so pravilno speljali? Ja, zaenkrat so. Žena je pa rekla v enem pogovoru, da jo najbolj veseli, da so našli prave punce, žene in dekleta. Ne? Ja, to pa po sebi vem, mame, ja? Da je to zelo, zelo, zelo pomembno. In tudi mame imajo najboljši nos za to. A ne? Sploh pa, če so take mame, kot je moja žena, recimo, lahko potrdim, da mogoče od drugega dne, ko sva se spoznala, nima več sebe na prvem mestu. In mislim, da je to eden od glavnih ključev in vodilov in uspehov otrok. Peter, a je vzgoja otroka ena najtežjih služb, ki ste jo zdaj dobili? Ne vem, ta služba je taka, da
rekel, vse težave se zelo hitro pozabijo. Toliko dobrega ti daje, da v bistvu to sploh ni zahtevno, ampak veš, da je to samo en korak, ki te pol zadovolji kasneje. Ja, jaz mislim, da vaju seveda ne bom še dodatno mučil, prišli z ene na drugo plat, ampak tole izobraževanje vendarle moram še malo vprašati, Peter. Pred leti, ko ste bili skakalec, smo dostikrat rekli, Peter noče odgovarjati na novinarska vprašanja. On ni ta govorec, on pokaže vse na skakalnici, na letalnici. Potem pa zdaj, ko sem vas povabil, pa sem rekel, zdaj bo pa Peter govorec. Koliko ste pa na tem morali delati, da boste dober govorec, da boste dober predavatelj, ves čas se v življenju učimo. A je to bila pa težka stvar? V bistvu sem se jo kar malo bavil, ampak potem sem s pomočjo spet dobrih ljudi videl, da to ni nič težkega. Jaz sem se v bistvu v narekovajih učil to 15 let, ravno s tem vprašanji, ko sem prišel iz enostavčne povedi na klobasanje. Ampak problem je bil, da sem bil jaz vedno prašen. Tudi, če smo imeli pogovore 1 uro, je to drugače, kot pa če ti govoriš od začetka 1 uro. In je bil v bistvu samo ta preskok, kako v glavi sestaviti, kako razdelati, da ima približno rep in glavo, je v bistvu to bil tak zelo zanimiv in dober izziv. Tudi vi ste rekli, da ste se v teh letih skakanja marsikaj naučili, tudi govoriti, razlagati, seveda novinarji vas ves čas kaj sprašujejo. Kako gledate zdaj, ko se novinarji, naprimer z vašo Niko, tudi potrudijo, pa jo želijo kaj vprašati, pa vsi rečemo, pa saj Nika je res vse pokazala že na skakalnici in dober del mi je bil, ko ste rekli, skok traja 30 sekund, novinarji bi pa radi kakšne 2 do 5 minut slišali o tem skoku. Kako vi gledate na vsa ta novinarska vprašanja, na vse to, kar nas zanima o vaših otrocih pa o vas? Obstajajo 2 vrste novinarji. Tisti, ki so na prizorišču zaradi športa in ki se na šport tudi razumejo, in obstajajo trač novinarji, ki jih razumejo, ki iščejo samo stvari okoli športa, nikakor pa ne v športu. Je pa res, da pri vas sta 2 stvari, šport in vaša družina, ki je verjetno najbolj pomembna, ta celota, ki jo ves čas skrivate, pa hkrati razkrivate, ko gre za športne dogodke, za športne uspehe. Ja, se jo niti ne skrivamo, niti jo ne zapiramo, niti se ne trudimo, da bi, ampak še enkrat bom poudaril, da je to naš način življenja. In zato sem vaju tudi povabil, ker sem želel o tem malce poklepetati. Hvala lepa obema za vajen čas. Se veselim nove planice, nove sezone, olimpijsko leto je to. A je to kaj posebnega, to kaj doda še, Domen je rekel, malce bom užival, ne bom pretiraval, ne bom izstopilo v glavo, prihaja olimpijska sezona. Ja, se mi zdi, da Domno siguren doda, ker še nima olimpijske izkušnje. Kaj pa Niki? Prav tako. Prav tako. Ja. Še 1 leto dobro nas čaka potem, Hvala lepa še enkrat, vse dobro, se veselim, Peter, vaših predavanj, upam, da bom kdaj povabljen na kakšnega, z veseljem poslušam vse to, kar imate za povedati in tega je veliko, vam pa tudi hvala lepa, pa naslednje leto le prav stojite tam v Planici, da ko bo kakšen dober skok, bo spet lepa številka, pa ne glede na to, kdo bo skočil. Verjetno bo treba spet malo nižje jeti. Samo še ena stvar, ves čas dodajam. A moramo kakšno reči o Norvežanih in o goljufanju? Se mi zdi, da to pa je še takšna stvar. Vi ste športnik po duši, celo življenje ste tam. Kaj to naredi takšna goljufija športu? To pa je še ena stvar, ki jo skoraj da moramo vprašati. Ja, kaj naredi športu je, ne vem, sigurno, bom rekel, zelo črn madež, po drugi strani publiciteto, tako da imajo tisti novinarji, ki hodijo zaradi zgodb, tudi precej za žvečiti. Je pa pač tako, stvari so se predolg časa skrivale, pometale pod preprogo, pa pod preprogo zmanjka kdaj tudi prostora. Videl sem vas, da ste govorili tudi v Planici s šefom Pertilo, ste mu rekli, da je uredi tole,
Tako nekako. Ja. A vas je zabolelo, ko ste vam prišli te posnetki, pa se je pokazalo to, kar se je morda predolgo skrivalo, kaj počnejo v nekaterih reprezentancah? Ja, pravzaprav me ni preveč presenetilo. Po drugi strani pa, ko gledaš naprej, ko se ti malo smilijo ti tekmovalci, naprimer, kako se bo nekdo pojavil kot uradni svetovni prvak z takim madežem, si ne predstavljam. Tudi vi neverjetno, ne? Vendar le ste poznali vse te fante, se ste skupaj skakali, ne? Ja, v bistvu jaz sem bil predvsem presenečen, koliko čez pravila je nekdo pripravljen iti za rezultat, no. To me je najbolj presenetilo, ja. Se pa res ne vem, kaj se bo zgodilo, ko pridajo ti fanti nazaj v svetovni pokal. Koliko bo v bistvu pozabljeno, pa če bo iskreno pozabljeno. Ker nekaj pa je pri vas letalcih in skakalcih. Vidim, da se res čisto iskreno vedno veselite za dosežke drugih. V veliko športih tega ni. Pri vas, pri skakalcih, je pa izgledalo, kot da res je ta vzpodbuda, bravo, vsak je ves čas, dobro, saj so seveda užaljeni, če jih vi preskočite, ampak ne, se mi zdi, da je ta iskrenost do ostalih športnikov pri skakalcih vendarle drugačna. A? Ja, to je sploh na velikanki. To, ko pridejo ekstremni poleti, si toliko vesel za drugega. Si vesel tudi za drugega, čeprav ga pa je malo okaraš, če te je premagal, ampak bom rekel, vesel si tega zadovoljstva, ki ga jaz doživim, ko njega vidim, pa ker mu privoščiš, da se mu je to uspelo. No in tudi pri planiških delavcih, vidim, da vsak skok, ki uspe čez 200, 210, 20, 30 metrov, kot ste prej rekli, so bili vsi veseli, za svetovni rekord. A je tudi pri vseh tistih, ki dajo svoje ure, leta v planici, tako da ste v resnici za vse zadovoljni, za vse veseli, pa da je zato takšna goljufija ali pa takšne stvari, ki v športu seveda ne pritičajo, še hujša stvar. To je pravzaprav eno plačilo za vse tiste ure, ker niso samo tiste ure, ki jih prebiješ direktno na tekmovanju, ampak pred in po jih je še precej. To je enostavno eno plačilo, eno zadoščenje in tista veselje, da si bil zraven. Tako, hvala. Še enkrat se vidimo naslednje leto v Planici, pa morda ob kakšnem sprejemu po olimpijskih igrah, z veseljem pridem, pa na predavanju, ki ga boste imeli, Peter Prevc, tudi z veseljem. Hvala lepa. Hvala. Vam pa hvala lepa, verjamem, da ste uživali in če ne prezgodaj, ampak zagotovo pa že pravi čas, da vas že zdaj povabim, da se drugo leto spet vidimo v Planici. Uživajte v tem pogovoru, sam sem, do naslednjič. Hvala. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.